K mikrofonu oziroma k predstavitvi pa vabim profesorja Pirnata. Lep pozdrav. Skušal vam bom predstaviti krajinsko-ekološka izhodišča za izbor urbanih gozdov. In sicer na primeru po eni strani Gorice in pa Nove Gorice, drug primer pa bo na primeru Domžal. Richard Foreman, ki je temeljni strokovnjak za področje krajinske ekologije, priporoča naslednje vsebine ali pa bi rekli nepogrešljive vzorce, ki naj veljajo v vsaki stabilni krajini. Prvič, potrebno je imeti neke zaplate večje naravne vegetacije. Drugo so koridorji ob rekah. Tretje so povezave med večjimi zaplatami naravne vegetacije in četrto so neke manjše površine. To, kar velja v stabilnih krajinah, smo skušali v nekaj primerih oziroma v teh dveh primerih prikazati tudi na področju teh naših mest. Znano je, vsaj v krajinski ekologiji, pa tudi v urbanem gozdarstvu, da navadno vzamemo en tak buffer okrog mesta, nekje v razdalji 1 kilometra, ki velja za najbolj sprejemljivega za dnevno rekreacijo. Prav tako naj bi bila vsaj 2 hektara velika zaplata tista, ki jo ljudje potem pač bolj pogosto obiskujejo. Tule vidimo združeno zdaj Gorico in pa Novo Gorico skupaj, tule so Domžale, malo drugo merilo je, pa tukaj je še pač Mengeš zraven zaradi bližine. Ta izračun z bufferom pač poteka v okolju GIS, s tem načelno ni nobenih težav, vsebinsko se pa lahko pojavijo, kar bom čisto na koncu svoje prezentacije vam tudi pokazal. Takole je, se pravi Gorica in Nova Gorica, tukaj imate en primer na satelitskem posnetku, da malo uživimo, pač kje te stvari so. Zanimalo nas je pač razpored, torej zelenih površin, ali je mogoče razmišljati kljub tej formalni meji o enovitem zelenem sistemu in seveda kakšne možnosti so za povezljivost. Pa začnimo to našo zgodbo. Torej povest o dveh mestih je vzeta od Dickensa, vsebina pa sva pripravila s kolegom Hladnikom. Zeleno so torej gozdovi, potem imate sivo kmetijske površine in pa belo urbane površine za približen občutek, kje se tole naše študijsko področje nahaja, ne govorimo o tem delu. Vsaka stran, vsaka od obeh goric ima vsaj eno veliko zeleno površino, in sicer Pevma na levi, torej pač Gorica, potem pa Panovec tukaj na desni v Novi Gorici. Vidimo, da so te povezovalne poti so označene za rumeno, rumeni krogi pa predstavljajo vstopne točke vsakega od teh gozdov. V sredini imate pa zelene kroge, kjer so pa označeni parki. Če se vrnem nazaj na to Foremanovo definicijo, bi rekli, koliko imam velikih zaplat naravne vegetacije, koliko imam nekih zelenih koridorjev med njimi in koliko je teh drobnih koščkov, recimo tukaj parkov, te zelene vegetacije, in ali je mogoče kljub meji, vsaj tej formalni veji, govoriti o enem enovitem sistemu. Od tod ideja pač povest o dveh mestih. Zdaj, tule je pa neka stvar, ki me je ob sami analizi, ne bom rekel, jih presenetila, ampak daje vedno znova misliti. Če pogledamo obe mesti zopet gozdovi, kako so razporejeni, temno zeleno nam predstavljajo prvinske gozdove, potem imamo svetlejšo zeleno te arobne gozdove, spet sivo so mesta, belo so druge površine. Opazili boste, da je slovenska stran črtasta po celotni površini, se pravi celotna površina spada v območje Nature 2000. Italijani nimajo nič Nature 2000 na isti površini. Tukaj sta se pojavila 2 pristopa. Slovenski je bil očitno močno poudarjen naravovarstveni, se pravi naravna izhodišča za Naturo so bila, torej bo tukaj Natura. Italijanski je bil pač nekoliko bolj, bi rekli, gospodarsko pragmatičen, slutili so, da bo šel razvoj verjetno mesta naprej in da si lahko nakopljajo težave in zavestno niso ničesar postavili v Naturo 2000, čeprav tisti, ki poznate teren, ki hodite tukaj, veste, da z vidika narave ni nobenih razlik. Skratka, to je neka odločitev, ki se je pač zgodila leta 2004 in čisto drugače zaznamuje eno in drugo mesto in tudi njun razvoj.
Na samo rekreacijo to seveda ne vpliva, ker vemo, da je vstop v gozdove seveda enako prost. Pušča pa pač veliko možnosti za premislek. Še nekaj v parkih, kot že rečeno, italijanska stran je veliko bolje opremljena s parki, ne samo vsebinsko, tudi prostorsko, ker so, kot ste videli na sliki, razporejeni približno enakomerno okrog in krog, Nova Gorica ima majčkeno prostorske zadrege, tudi Panos včasih po kakšnih dokumentih velja za park, po kakšnih drugih pa za gozd. Mi smo ga vzeli kot pač gozd, medtem ko kot park, bolj tiste majhne površine. Zdaj, če gledamo potem v zaključku eno ali drugo, ta velika površina gozda, torej Panovc, je z vidika pestrosti, urejenosti primernejši, ali pa bi rekel boljši od italijanske Peume na drugi strani. Zeleni koridorji so seveda pač ob Soči, torej na italijanski strani. Pri parkih je v prednosti Stara Gorica, če pa jemljemo to kot enovit sistem, je pa zadeva dosti idealno urejena, ne moramo se pritoževati. Imamo velike zelene površine, imamo parke, imamo zelene koridorje, prehaja se pač brez težav in v resnici daje prednost tej enoviti zgodbi, da bi iz dveh mest, vsaj na tej zeleni, pa če hočete rekreacijski zgodbi, to postalo eno mesto. S tem smo povest o dveh mestih zaključili, pa si poglejmo zdaj še mesto Domžale. Tudi tukaj velja, da imamo kar nekaj tehle večjih zelenih površin, ki so označene zeleno obrobo. Potem je seveda koridor ob reki Kamniška Bistrica označen z modro. Potem imamo nekaj z rdeče označeno teh parkov v mestu Domžale. Potem še druge majhne zelene površine, ki so pač skorajda premajhne, da bi rekli, za plata, pa tudi uradno niso park. Potem imamo kulturno dediščino, predvsem tukaj bi rekli, se da iti po poteh Plečnikove kulturne dediščine v mestu Domžale in pa medgeneracijski center Bistrica, označen tule z vijolično barvo. Zdaj, pojem medgeneracijski center Bistrica je v bistvu eufemizem za dom za ostarele, tako da bomo vedeli, o čem govorimo, ker je pa to populacija, kateri gibanje v naravi, bi rekli, koristi, jo tudi radi uporabljajo, smo tudi izhajali iz tega, kakšno možnost imajo uporabniki, ki pač tukajle živijo, za obisk ene od teh pač površin ali več. Površine so pač različno velike, nekaj podatkov imamo tule noter, podatki so povzeti iz pregledovalnika Zavoda za gozdove, malo sem pa tudi terensko te stvari še pregledal. Zdaj, ohranjenih gozdov je razmeroma malo, spremenjenih kar precej, prav tako precej spremenjenih ali celo izmenjenih. Z vidika rekreacije ali pa če hočete, z vidika uporabnikov teh površin, jaz tega ne bi prav hudo tragično jemal, ker večina ljudi, ki tam živi, torej laikov, verjetno tudi ne zazna vseh teh razlik na ta način. Potem zeleni koridor ob vodi, nekje je pač od avtoceste pa do konca Domžal, to se pravi nekako je razdalja 2 kilometra, če rečemo na vsaki strani je to potem 4 kilometre in če bi vzeli 10-metrski pas, imamo približno 4 hektare velike površine, tukaj, kjer je mogoče tudi doživljati eno rekreacijsko zgodbo ob reki. Nekaj primerov, kako izgleda park, levi je park pač ob občini, potem te drobne zaplate, pasovi, posamezna drevesa, ki pač niso niti eno in drugo in smo jih kljub vsemu uvrstili v točko teh drobnih zelenih površin. Je pa na celotni tej površini tudi izjemno veliko naravnih vrednot, večinoma gre za različne jame oziroma brezna, ki so pač nekatera zaprta oziroma se jih ne da prosto obiskovati, druge je pač mogoče obiskati in seveda jih je tudi mogoče povezati z pohodi, ki sem jih že prej tukaj pokazal. Nekaj primerov Plečnikove kulturne dediščine, torej vhod v Bolharjevo hišo, pa portal na Vrečarjevi hiši v centru Domžal, Zajčevo znamenje pa majčkeno bolj na severu. Skratka, peš pot po mestu je mogoče torej s pešpotjo je mogoče povezati naravne vrednote in pa pač kulturno dediščino.
Tule vidimo nekaj teh rekreacijskih poti, ki so pač tukaj označene zraven, a ne. Seveda je treba iti pač pod avtocesto na enem določenem mestu in predstavljajo kljub vsemu eno veliko bogastvo za mesto Domžal. Razlika za Novo Gorico oziroma Staro Gorico je pa predvsem tem, da so vse zelene površine na vzhodni strani Domžal, ne. Praktično vse te večje so samo na eni strani. Po drugi strani je pa razdalja tako majhna, ne, da pravzaprav ni to nek velik zalogaj, kljub vsemu priti do tja. Zadrege so nekoliko drugačne. Če pogledamo najprej prednosti, ne, torej bližina, smo rekli, in pa dostop do zelenih površin. Izbira poti je res velika, ne, lahko hodiš izključno po poteh Plečnikove dediščine, lahko greš izključno po naravni poti, lahko samo po gozdu. Skratka, možnosti so, tudi označeno je in je to do neke mere dosti razumljivo, ne. Tule imam pač en primer, če bi šli iz tega medgeneracijskega centra, recimo na ogled park ali kulturno dediščino ali pa sem noter, da so to res majhne razdalje. Šibkosti, bolj kot sama zgradba ali pa če hočete, sonaravnost, je problem po eni strani relief oziroma pač dosti strme poti, mestoma tudi pač ne najbolj urejene, tako da je zlasti ljudem, ki so invalidi oziroma ki so na vozičkih ali pa tako ali drugače gibalno ovirani, je tale Šumberk nedosegljiv. Oziroma je samo dosegljiv en tak čisto ozek spodnji pas, žal, a ne. Tu so, kot se spodaj vidi, tudi pač te določene ovire. Levi del, a ne, se pravi tam, kjer je kulturna dediščina v Domžalah, je dosegljiva kakorkoli, a ne, torej tudi z vozički oziroma je dovolj dobro urejeno tudi za gibalno ovirane. To, da je negovanost povprečna, je pač dejstvo, ampak kot rečeno, mislim, da kot sem se jaz tudi s kakšnimi ljudmi pogovarjal, ne deluje zelo moteče, ne. Vsaj poti so kolikor toliko vzdrževane, mogoče še največja težava so izpostavljene korenine, pa občasno po padavinah blato, ne, na teh delih, a ne. To, kar je bilo tudi, mislim, pri predavanju kolegice Silvije postavljeno, ne, se pravi kot neka taka stvar, ki je lahko moteča. Zdaj, priložnosti seveda bi bile povezane, torej, da bi povezali te naravne danosti z potjo po pač tej kulturni dediščini in seveda lahko bi razglasili tudi gozdove s posebnim namenom, torej celotne površine, ki zdaj še niso, tu je pa ena seveda določena ovira. Jaz sem vam na začetku kazal, kako izračunamo z bufferjem prehod, a ne, oziroma površine, ki sodijo lahko v te razglašene gozdove s posebnim namenom, tudi v Domžalah je bilo to izračunano. V praksi se pa zgodi naslednje. Tulele je en določen prehod iz Šumberka na drugi del, v bistvu edini prehod čez cesto. Tule ni prehoda za pešce, tole je glavna cesta, glavna dovoznica za Štajersko oziroma avtocesto za področje Radomelj, Vira, Domžal, Doba in tako naprej, a ne. Precej prometna je, omejitev je 70 kilometrov na uro, ki se bojim, zelo malo ljudi drži. Prehoda torej ni in pogosto, ker se tulele nadaljuje tale ovink, a ne, je zadeva precej nevarna. Govoril sem z lastnikom gozda, ki ima tule svoj gozd in edino možnost za spravilo je tule dol. Zdaj si vi predstavljajte, da se pelješ s traktorjem po tistem klancu z lesom in se komaj utiriš na to cesto, tam ti pridrvi za ovinka kamion 70-80 kilometrov na uro, ne. Zadeva je zelo nevarna, pobuda je šla tudi že na občino, da bi tukajle uredili prehod za pešce z takim enostavnim, se reče, touch semaforjem. Skratka, ves čas je zelena luč, ko pač prideš, požgeš in se vam, torej zelena luč za vozila, ne za pešce, ko pač nekdo pride ali pa lastnik gozda, bi pač s pritiskom na gumb sprožil sebi prednost, a ne. Na občini nimajo zaenkrat, bi rekli, razumevanja, ne, zavito v mnogo lepih besed, to ni ravno prioriteta, ne. Toliko časa, dokler to ni urejeno, mi ne bi smeli kar samo na podlagi bufferja odločiti, katere površine so lahko primerne za urbano gozdarstvo, ampak šele potem, ko bi pravno, ne, ta postopek bil speljan in bi potem dosegli nek način, torej meni se zdi ta rešitev s takim semaforjem najbolj enostavna, možno je pa tudi drugače, s kakšnim nadhodom, nadvozom, samo to je po mojem ni realno, je tudi bistveno dražje. Toliko časa, dokler so take ovire, pač ni mogoče iti naprej s pobudo, da bi celotno površino, torej če se vrnem nazaj, da bi vse tele tri zaplate razglasili kot pač nek gozd s posebnim namenom. Tale problematični stik je torej tukajle noter, a ne.
S tem nekako, bi rekel, zaključujem tole svojo predstavitev in seveda, če imate kakšno vprašanje na to temo, lahko postavite sedaj, mislim, da imamo še nekaj časa, ali pa kdaj kasneje tekom današnjega dne. Hvala za pozornost. Moram pogledati očal. Ja, to preberite, ja.